Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Extreme. V današnji oddaji bova delala nekaj, kar nisva še nikoli počela. Nikoli. To Nikoli. je prvič danes. Ja, tako, ker Pa to... po moje zadnjič. Ja, Ker to je res tako. Ja, Samo res. enkrat pride do tega. tako. No, to je ena izmed tistih oddaj, ker ne veva, o čem naj se pogovarjava in imava tu aplikacijo, ki nam bo povedala vprašanje in midva se... Čem ne se pogovarja, ja. Tako, Tako da ja. Ja. Lahko jaz začnem. začni. Pa boš ti odgovoril, ne? Tako. Se bo oba. Ok. Povej mi o tvojem prvem avtomobilu nekaj. Moj prvi avto je bil Mitsubishi Charisma, ki sem ga v bistvu prodal lanske let. V bistvu Nič prej nisi imel. Ne prav tvoj prvi avto, ampak tako prvi avto, da si ga vozil. To je to. A niste bil Atosa? Tam prej je bil Charisma. A prej je bil? Ja. Okay. Charisma je že od leta 2001 pri nas doma, tako da Nice. Atos je bil kasneje. Ok, Ja. nisem vedel. Tako da ja, to je bil moj prvi avto, kjer sem se naučil voziti in sem ga imel do, se pravi, do marca 2019, ko sem kupil zdaj te Mazda 6, ki imam. In to je bil super avto. Avto mi ni enkrat od leta 2007 do 2019 spustil na cesti, tako da imel je veliko porabo, ker je bil letnik 99, ampak pač to je pa to. Pa najbrž kakšne težave so bile tudi. Ja, največja težava je bila na koncu, zdaj v bistvu še obstaja na tem avtomobilu ta težava. Iz četrte prestave ven meče. Tako da v bistvu... Moraš še streti v peto. Ja, jaz sem pol, ker sem videl, da je prevelik strošek, da bi šel to menjati. Menjalnik sem pač se furil iz trete v peto. Ampak tehničen je pa šel česa. Ja, se niso šli do četrte. Ja, no, dobro, vsem. Ja, tisti pa je bilo. Ga je imel na valu, a ne? Ja. Ja, pač, okay. sej to prvo, drugo proba, veš, se ne pride do četrte. Ja. Tako da ja, četrta je bila malo problematična. Vse ostalo je pa delal k urca. Avto je delal k urca, še zdaj dela k urca. Tako da, pač glede na to, koliko malo denarja sem jaz v ta avto vložil, je presenetljivo dober delo. Tako da sem bil zelo zadovoljen z njim in še vedno sem. Super. Tako da, ti povej o tvojem prvem avtomobilu. Jaz sem imel pa v bistvu akcenta, rdečega, starega akcenta. Ja, se ga spomnim. Še prej, sem pa prvič v Jugot vozil. Sem pa na pol mengeško malo probal, ko se voš na Jugot. Ampak drugač pa ja, Hyundai rdeč akcent. Ja. Fest avto, no? Ampak Jaz sem tudi v Jugotu, v garažo sem se usedel, fotru naroče, pa sva v garažo avto pelala, ker sem bil 5 let star. Tako da. a ja, sem bil nek 13-14, ko sem že sam vozil. Kako si ti dober, Vem. Ok, gremo naprej. Koga poznaš, ki živi življenje na polno? Največ influencerji, če mene vprašaš. Mislim, Jaz bi rekel, da delujejo. ja, sej, tako bi rekel, ti influencerji, pa kakšni youtuberji, bi rekel, to so v bistvu skoraj kot najbolj nesrečni ljudje na svetu. Ampak na zunaj pa delujejo. Midva sva youtuberja. Ne, nisva. Če imaš 83 ljudi, to ni to. Jaz se nimam. Mogoče se imaš ti. Ne, jaz nimam. Pol pa ti mogoče živiš. Youtubersko življenje. Ja. Kdo? V bistvu jaz pa bi ne. rekel, da ga ne poznam osebno. Kdo res na polno živi. Ja, Vsak kakšni- ima nekaj, ampak recimo... Mislim pač najbolj a veš kaj je fora? misliš s tem na polno? Recimo Elon Musk bi rekel, da na polno živi, ampak še Ja. zmer, on skozi razmišlja, skozi nekaj dela, skozi, pač, ampak dela pa najbrž to, kar hoče. Ja, realno. Da, Ali pa kakšen ampak- Bill Gates, ki ima ampak itak te- denarja, na- pa pol... Na ta način pol vsak lahko, tudi če ne vem, je na minimalcu, pa je tako, če imaš ful dobre kolege, pa če se dobro zastopiš, ti si še zmer lahko srečen. Ja, To ni zdaj, gledaj, da pa jaz rabam, ne vem, toliko denarja, pa toliko tega, pa tega, da je res na polno živim. Ok, ne moreš iti, kamor si zaželiš. Sam še zmer, če si boš neki želel, boš lahko v bistvu
karkoli. Ne vem, če si In boš to želel bolj iti, cenil, ja, ko boš šel. točno to, ne vem, na Maldive bi šel ali pa ne vem, na Bali, če imaš res željo, boš šparil, pa boš enkrat šel, pa dejansko ni nič neki, pač ne moreš iti posod, ampak pač lahko greš pa nekam, ki si res želiš. Ne? Ja. Tako da pač To je tako zelo vprašanje, ki se res da dosti pogovarjati. Kdo je ti dejansko? Zmer obstajajo, veš kaj, fora, zmer obstajajo tisti ljudje na Facebooku ali pa te influencerji, ki zgledajo. Sploh ne, teh ljudi sploh ne rečem, da to so pa ful. Te pa res živi, jaz bi pa rad bil kakor on. Ja, jaz nikoli nisem za benga youtuberja rekel, tam je pa še. To bi rekel razmišljati, ko je 13-14 let mulo, ker ne ve točen, kva je življenje. No. Sej mogoče še jaz točen, ne vem, še zmeraj, ampak mogoče malo bolj jasen, kot kar 15 let nazaj. Tako da, ja, kdo? Jaz ne poznam nobenega, ampak mislim, da pač znam predstavljati, lahko je to. Veš kdo? A ti jaz povem, dele sem pa lihkar se spomnil. Menihi gor v Himalaji. Ne vem, dosti tega, ampak zna biti, da imajo oni najbližji tega. Ja, pač meditirajo, pa mi je fajn. Verjetno. Ok, naprej. V čem si najboljši, oziroma what are you best? Se pravi, kaj si res tisti, ki rečeš, to pa res znam? Jaz vem, v čem so midva najboljša. Ok. Veš v čem? Prosim, v snemanju Petkovega ekstrema. Tako je, kako si vedel. Ben drug tega ne dela. Tako je. No, kaj si pa ti bi rekel, da si dober? Jaz, da sem najboljši, sem v prodaji telefonov in v snemanju pogovornih oddaj. Ok, še kakšna stvar, kaj bi rekel? Kaj sem dober? Ful sem dober oče. No, vidiš, to je fajn. In zavedam se tega. Ne. Zmer bi bil lahko boljši, ampak pač ja. Ne vem, kaj pa ti? Tudi ne vem, ker nisem v ničem dober. Veš kaj sem pa mogoče pa dober? V gimnastiki. Ne, veš kaj, pisati znam. Ampak recimo, da so to pisati znaš. Čakaj, lahko do konca povem. Ja, so zgodbe, ki jih ne bi govoril, ki mogoče ni, ampak recimo, ki smo imeli izpit na faksu, je bila ena stvar, ki sem od celega vprašanja sem vedel 2 podatka. Ja. Jaz bi lahko se prav v enem stavku ta 2 podatka uporabil, ampak jaz sem 2 strani napisal. Jaz sem znal povezati neke zadeve, ki mogoče sploh ni bilo potrebe, ampak jaz sem naredil tisti, iz 10, ko sem naredil tisti, pa sem dejansko znal, ne za 6, ampak sem naredil, ampak v glavnem pisati znam dobro. Znam nekako, ti pol malo več. Ja. Spisati, ja. Spisati znam tako zadeve, da prepričajo ljudi. To je res ena stvar, ki se znam poglobiti, znam lepo stavke oblikovati. Recimo, to je neka stvar, ki jo znam. Zanimivo. Ki bi jaz zase rekel, da jo pa res znam. To pa nisem vedel, tako da vsak dan zveš nekaj novega. Res je. Drugač pa, ja, ne vem, to je to. Jaz bom rekel, da je bil to. Si zelo dober v gimnastiki. Kaj? Nadaljuj, ja. Kaj ne? No, nadaljuj, ne, kaj si pač, veš, ne vem, pač v zgodovini ful stvari, ful te zanimajo zadeve, ki so meni kar tako wow, tako da pač ne moreš reči, da ni nič. Si ti isto. Ja, sam pač. Ti v mobitelih ful dost, veš. Ja, pač, zato, ker je to moj šik. Ja, no. Ok, greva naprej. No, to pa jaz najbrž vedem. Kaj je najboljši... čak, se to mogo jaz. Ja. Ok, tebe vprašati. Se pravi, kaj je najboljše sporočilo, ki si ga kdaj dobil? Kdaj je bilo tisto, ko ti nekdo nekaj sporočil in ti si bil najbolj vesel? Daj ti odgovarjal, se moram spomniti. No, jaz bi za tebe odgovoril. Zale Katarina po mojem ful z glavo. Ja? Ja, kva, da gre roditi, ja. No, evo, recimo, ja. No. Ja. A pa da je noseča. Ja. To se Bogu sam spomnim. Ja, pa če to ni bilo tako. Ni bilo message. Ja, dobro, sej nis.
Pa ne, ja. message, Madonna. Ja, da tako. ne neki reče. Ja, no to pa ja, to, kar mi je sporočila, da bova dobila ta prvega otroka, to je bilo, sam to ni bilo, ja, to je pač fizično prišla do mene, pa mi povedala. No, ja. sej, to je. Ja, jaz sem mislil, da mora biti nujno. Ker pol message pa rekel, kdo Ja. ti napisal na pismo, pa ti najbolj čaješ. To je res, ja, narobe sem si Formuliral interpretiral. stavke. Ja, tako. Jaz sem si mislil, kjer mesec sem dobil, da sem bil najbolj tako, ja. Ok, povej ti. Ja, po moje, da tudi, ki je šla, ki sem do prvega ne čaka, da ga Ja. bom dobil. To je bilo verjetno. Ja, Ja, no, ok. ok. Zdaj pa, ja. Se pravi, čas se zamrzne za vse, sam za tebe za en dan ne. Kva boš naredil? Kaj boš naredil? Ej, ne vem. Bedno je, če bi bil sam, raj bi še ne par ljudi, da bi bilo. Ja, a ne. škapje, se polegel, pa bi zaspal. Za 24. No, evo, recimo, Pa sem spočil. spočil bi, ja, verjetno bi se lej, zakaj pa ne, spočil bi se. Ne bi šel, kaj bi rekel, a bi šel na banko, pa bi znar pobral. Ne, mogoče. Zakaj pa ne, vlej, cel dan kva pa počel drugega. Ja. Ne vem, najprej, Sam fora, a če bi pol se to tudi avtomobili ne delajo, ali lahko je z Jaz bi rekel, avtom, da ne, jaz bi rekel, da si samo ti tist. ki se lahko premik. Ja. Ali pa vem, ali lahko avto uporabljaš. Ja. For everyone, ne for everything. Pa, For everyone, se pravi za vse ljudi. Kaj pa živali? ja, tudi najbrž, a ne? For everyone. Ja, ok. Se Ja. pravi, ok, samo te zadeve pa uporabljamo lahko. Ja, en dan je tako, drugače ni tako velika, ne? Ja, lahko bi. Ja, sam pol bi ti bilo že dolg čas, 2 dni bilo še zanimivo, ali pa mogoče en teden, več ti bi pa že Ja. tako, bi ti zmanjkal tistega social Seveda, ja. life. V bistvu, wow, ful sem dolgočasen, ne vem, kaj bi. Red Dead Redemption bi igral. Ne vem. ne vem, kaj pa ti? Jaz pa, ne vem, šel. Neki bi se bi neki delo. Jaz sem že rekel, jaz bi šel spat. Šel spat, ok. Ne, da se spočijem. Ne vem. Pa ja, Mogoče bi si vzel čas za stvari, ki mi jih trenutno življenje ne omogoča, pa bi jih rad, ne vem, počel. eno dnev. Ja, na dnevu. Ne vem, kva bi šel, bi pasjanse igrati, ker si že 100 let. Nice. Katori srava, da se čas Ja, pasjanse, pa bilo lovce igrati. Ne Vse vem. mogoče bi pa po enem dnevu gotovo, da v bistvu to pa ni za mene. Ja. Vse imam rajš. A veš kaj bi jaz? Jaz bi raj videl, da bi imel možnost ustaviti čas takrat, ko jaz hočem. To pa definitivno. To bi mi bilo bolj všeč, kot da je pač en dan zjutraj se zbudim, pač je pauza, pa naprej play. Jaz bi kdaj, ko ne vem, me en zabije, pa se jaz čez 2 ure več spomnim, Kva pa mogo pa reči, mogo ja. reči, takrat pauzo stisnil, pa preštederil, pa play. Sama pa bi po 2 urah recimo pogledal, ker tiste ponovadi res prešinjate, ker ne enkrat. Ja, pač bi. Ok. Tako da ja. Ja, vse, aj to. In to je to, Mislim, ja. da je sva dobra. Mislim, da so. Vredno, no. To kot tem, lep petek, pa se vidimo, ko se zagledamo. Ja, žive. Ajde, čau!